Se mi zdi, da če ni treme, potem ti, ne vem, mogoče ni dost mar. So ga recimo za dinozavre v filmih uporabljali. No? Po diplomi je siguren bil nek ta zanos, da bi to dejansko naredila. Potem se mi je malo preveč drugih stvari začelo v bistvu odvijati. Dobrodošli v Metru minutkah, z nami je pevka skupine Koala Voice Manca Trampuš. Manca, lepo pozdravljeni. Ja, lepo zdrav. Poleg Koala Voice se ukvarjate tudi z nekaterimi drugimi projekti, ste tudi performeka, vaš urnik je precej zaseden. Pa me zanima, kaj vas trenutno najbolj okupira? V bistvu še zmeraj največ časa seveda dam muski, bendu. Trenutno zelo veliko vadimo za koncert v Kino Šiška, tako da je to moja primarna stvar. Koala Voice. Pripravljate kaj posebnega za Kino Šiška? V bistvu v tem letu, odkar smo izdali album, ga še nismo v celoti odigrali. Se pravi, na tej turneji, ki smo zdaj imeli po Sloveniji, malo po Balkanu, smo igrali recimo da pol komadov iz te nove plate. Zdaj pa bojo končno vsi, tudi tisti ta počasni in ki včasih iz kakšnega špila izvisijo, kakšnega klubskega špila, bojo zdaj dobili tudi mesto v Kino Šiška. Poleg seveda, tudi ostalih, no. Tudi za prejšnji album nismo imeli zares za plato. Nismo imeli koncerta ob releasu takrat. To je zaradi korone, verjetno. Tako da je v bistvu siguran tudi iz tega albuma stvari in iz ta prvi hitiči. Nič ne uide, no. Torej, s Koala Voice igrate že 14 let. Ja. Ste imeli kdaj težave s tremo? Oziroma, imate po vseh teh letih še vedno težave s tremo, ko stopite na oder? Siguren mora biti malo treme, preden stopiš na oder. Jaz sem vsakič znova navdušena nad tem, da lahko stopim na oder, da so ljudje na drugi strani, ki pridejo poslušati, ki podpirajo našo glasbo, tako da sem vsakič navdušena in hvaležna za to. Se mi zdi, da če ni treme, potem ti, ne vem, mogoče ni dost mar, meni pa do tega zelo marno. Sem pa siguren tudi najdla nek svoj miren prostor malo na odru, tekom koncertov se počutim v bistvu dosti hitro, zelo sproščeno in mislim, da se tudi čutno, da smo uigrana ekipa v tem. Imate mogoče kak poseben ritual pred koncertom, nekaj s čim premagate tremo ali? Mislim, zmer se, mi smo isti štirje že od samega začetka, tako da se konstantno, se mi štirje na koncu zmer dobimo, zmer ne uide ta pestka, preden gremo na oder. V bistvu neko zavedanje, da evo, zato smo cel dan zdaj čakali, gremo to zdaj narediti, no. Kako ste pa dobili idejo za ime benda? Ideja za ime benda v bistvu, jaz, ko sem prišla na prvo vajo, so fantje že imeli zbrane to ime. Tako da so si ga oni izbrali. Je pa v bistvu inspiriran iz ene knjige Najmanjši živalski vrt na svetu, Tomaža Kuncika, kjer je v bistvu zbirka kratkih ironičnih zgodb, kjer ima vsaka zgodba enega protagonista in eno zgodbo z neko živaljo. In ena izmed teh zgodb ima tudi koalo. Priporočam, da si preberete, ampak iz tam v bistvu ta da smo se spomnili na koale in na ta koalin glas. No. Priporočam, dajte si prebrati, me prav zanima, kaj bi si kdo mislil v tej knjigici. Kakšen zvok pa spuščajo koale? Drugač zelo bizaren zvok. Bi ga znali oponašati mogoče? Najbrž bi ga, ampak v bistvu so ga recimo za dinozavre v filmih uporabljali, no? Tako da nek tak zvok je. Se pravi, je podoben dinozavrom? Nek rjovenju? Pač zelo, neopisljiv malo na nek način, ne? Bo treba preveriti očitno. Ja. Torej, vi ste diplomirana industrijska oblikovalka. Kot glasbenica ste se lotili tudi pisanja diplomske naloge in v njej predstavili pripomoček, ki omogoča enostavnejše zvijanje kablov. To me še noben ni vprašal. Res, pa me zanima, če je ta pripomoček kdaj tudi v resnici zaživel. No, drugač, zdaj sem že malo zgovila ta zagon. No. Po diplomi je siguren bil nek ta zanos, da bi to dejansko naredila.
Potem se mi je malo preveč drugih stvari začelo v bistvu odvijati z bendom in nisem zares naredila potem tega izdelka, je ostal bolj samo v nekem modelu, prototipu, ampak vsake toliko se spomnim na vseh teh kablih, ki me obkrožajo, tako da ima še zmer potencial, da kdaj zaživi, siguren. Ok, zdaj vi spadate v redke skupine, ko ste v bistvu že sama omenili, ki ste od začetka delujete v isti zasedbi. Pa me zanima, kakšna je vaša skrivnost? Oziroma je po vseh teh letih, se po vseh teh letih dobro razumete kot skupina, imate tudi so med vami tudi kakšna trenja in kako rešujete ta trenja, če so? Jaz mislim, to je, Med-band je en zelo specifičen organizem. Ne znam ga zares primerjati z nobenim drugim odnosom v svojem življenju, pa tudi v bistvu je najdaljši odnos, ki ga ima kdorkoli izmed nas 14 let, v bistvu nekega tega mešanega prijateljskega, bratskega, profesionalnega odnosa, tako, zelo je specifičen in sigurno se nam je zelo veliko enih stvari zgodilo, sigurno so kdaj trenja. Je pa tudi zelo veliko lepih trenutkov, ki smo si jih uspeli do zdaj deliti in nekako to, kar nas drži skupaj in se sliši zelo klišejsko, ampak je res, je pač ta ljubezen do muzike, do tega, da kadarkoli pride do nekih trenj, recimo, se zmer pač najdemo v tem, da zelo radi delamo to, kar delamo in da smo zelo hvaležni, da lahko to delamo in da bi to delali. In ustvarjali muziko in imeli koncerte in bili Koala Voice. Tako da nekako nas sami sebe rešujemo, konstantno bi rekla. No, nekoč ste dali, da ta odnos, ki ga imate pač v bendu, ne mogoče primerjati s katerim koli drugim odnosom. Ja. Pa me vendar zanima, je mogoče to podobno, družinskemu, odnosi, ki ga imamo s družinskimi člani? Ali? Na nek način, v nekih primerih je. Neko to bratstvo se je znotraj nas naredilo. Pač odvisno je od situacije, v kateri se znajdemo. Smo od bratov in sester, do prijateljev, do pač sodelavcev, do ljudi, ki sprejemajo neke poslovne odločitve, do performerjev, ki skupaj delajo in ustvarjajo. Tako da je res zelo velik spekter vsega, kar smo kot posamezniki zavzema to, da smo v tem bendu. No. Zato je v bistvu, ne morem čisto sam za eno reči. En preplet vseh teh je. Se pravi, vi torej tudi sami menedžirate band in nimate, booking agenta, recimo? Trenutno smo, trenutno nimamo. Smo izdali zdaj dve plošči za založbo Nika, predtem smo vse v bistvu delali v samo založbi, bil v bistvu zelo dolg, prav ta indie band. No. Nekako toliko poznamo, kako funkcioniramo, da neke stvari najlažje sami delamo. Lani na koncertu ob 30. obletnici Ištekanih je vašo skladbo Vukovi v Križankah odpel Tomi Meglič. Ja. Pa me zanima, kakšen je bil občutek opazovati glasbenika takšnega kova, kako izvaja vašo pesem? Lepo je bilo, mislim, jaz seveda cenim, v čast mi je, da se je tudi tam pojavil naš komadni na takem večeru. Je pa to, predvsem pa sem se takrat pač spomnila v bistvu te situacije, ko smo mi njihovo priredbo naredili, ker v bistvu je šlo za neko to izmenjavo. Mi smo takrat njihovo... To je bilo 2017. Njihovo ledeno, v Križankah, na njihovih Ištekanih. In potem so oni, je to mi zdaj odpel, tako jaz vidim, kakor neka kontra temu, pa naše Vukove. Ne. V boju smo zbrali nek lep komad za izvestno. Tako da.